Ja, mi se že v glavnem vsi dobro poznamo. Če želite, lahko s tem ali Ja. In sem se pravzaprav tudi sama odločila, da bom imela temo, ki tudi meni paše. Zdaj smo poslušali o otrocih, o naši bodočnosti, ampak je prav, da poskrbimo tudi za nas, ki smo pa že dosti starejši, ampak po duši še zmeraj otroci in bi radi bili zdravi in bi radi bili vitalni in bi radi bili neodvisni. Torej, kako je danes? Naša generacija se mora znajti z sodobnimi dosežki tehnološkimi in to družbo današnjo označuje informativna družba, družba znanosti, družba tveganja. Od 66. leta pa se vedno bolj poudarja, da smo tudi družba znanja. Zagotovo ima vsako od teh poimenovanj poudarja eno posebno dimenzijo sedanjosti. Krona vsega pa je, da v sodobni družbi ostaja vedno bolj pomembna vrednota zdravje in si ne moremo več zatiskati oči pred porastom usodnih obolenj. V razvitih državah, kamor je uvrščena tudi Slovenija, so kronične, nenalezljive bolezni vodilni problem. Ena od teh pravzaprav bolezni, ki pravzaprav najbolj pokvari življenje, najbolj nas zagreni, je demenca. Ta slika nazorno kaže, kako se lepo simbolično kaže, kako se z leti pravzaprav naše možganske, naše umske sposobnosti izgubljajo. Torej, demenca je kronična, napredujoča možganska bolezen, ki pomeni trajno oslabitev mentalnih sposobnosti, spomina, mišljenja, orientacije, razumevanja, računske in učne sposobnosti in še hujše, kar je sposobnost govornega izražanja in presoje. Demenca je nekako izgubljanje našega premoženja, našega tega, kar smo celo življenje gradili. Tu lepo pravi v primerjavi, da je tako kot bogataš lahko izgublja svoje premoženje. In nažalost sprejemamo to težavo tako, kot da se ji ne da pomagati, kar pa ni res. Da se zelo dobro pomagati. To je popolnoma zgrešeno razmišljanje. Ob tem naraščajočem številu obolelih za demenco je pomembno, da s pravočasnim prepoznavanjem prispevamo k izboljšanju kakovosti življenja in zmanjševanje oznake oziroma tega poniževalne oznake demence. Alzheimerjeva bolezen, ki je pa najpogostejši vzrok demence, tu imam podatek, da je med 50 in 60%, ampak sem zasledila tik pred zdajci, da je ta procent se že približuje 80% in je njena pogostnost starostjo strmo narašča. Mi pa tudi vemo, da smo v času, ko se starostna meja podaljšuje in so tudi pogoste možganske kapi, no tisto ni Alzheimerjeva, to je drugačna, demence veliko vrst. Alzheimerjeva demenca je pa dobila ime po nemškem nevrologu Alojzu Alzheimerju, ki je živel od leta 1864 do 1915. Moram povedati, da je tudi njega je pokopala streptokok. Prišel je do nekega infekta na enem potovanju in po tistem je začel slabeti, celo vrsto bolezni se je na njega navezalo, tudi njega, to, kar smo danes srečujemo, hospitalne infekte, tudi njega je pokopal infekt. On je leta 1966 natančno opisal simptome pri 51-letni pacientki, Augusta se je imenovala in je bila menda družinska prijateljica in je pri njej ga je pretreslo to zgodnjo izgubljanje spomina in je šel to natančno raziskovati. Zdaj pa poglejmo situacijo pri nas. Približno 31 tisoč bolnikov boleha za demenco. V zadnjih 10 letih je samo ta porast nastala, za 40% se je povečala obolenje. Torej gre za eno najbolj razširjenih bolezni današnjega časa. In to je tudi bolezen, ki prizadene tudi celo družino, ne samo tistega, ki je prizadet z bolezensko. Zdaj pa poglejmo.
Obstaja pa čudovita pomoč. In sicer pomoč, ki ima že tisočletno tradicijo. Počasi prihajamo zdaj spet do spoznanja, da so tisočletne izkušnje več vredne kot pa neke študije na 30, 40 ali pa 100 pacientih v enem določenem času. Ginko, to drevo ginko, ki ga je slavni biolog Charles Darwin poimenoval živi fosil, saj na Zemlji raste že 300 milijonov let in ni v sorodu z nobeno danes živečo rastlinsko vrsto. Odkrili so ga v Aziji in njegova domovina je Kitajska, kjer jo imenujejo tudi drevo spomina, ker zaradi zdravilnih lastnosti se tam uporablja že 5000 let in učinkovine se nahajajo v listih. V Evropi je izumrl, to drevo je izumrlo, ampak leta 1712 ga je z Japonske prinesel nemški zdravnik in botanik Engelbert Kempfer. To drevo zraste tudi do 40 metrov visoko in ima izredno dolgo življenjsko dobo in lahko doseže tudi danes obdobje zraste tudi 1000 let. In njegova značilnost je, da je izredno odporen proti žuželkam, bakterijskim in virusnim okužbam in onesnaženem okolju, zato je to tudi priljubljeno parkovno drevo. Njegova trdoživost je posledica številnih snovi, ki so zelo učinkoviti antioksidanti in preprečujejo poškodbe celic zaradi škodljivih vplivov iz okolja, kar je danes že mora biti izredno odporno na današnje onesnaženje, kar smo že tudi slišali, da lahko tudi te rastline preživijo, ker mnogo rastlin je dosti bolj že tudi rastlin prizadetih, ne samo ljudi. Leta 1965 je bil v Nemčiji izdelan in registriran prvi izvleček iz listov ginka, s čimer se je začelo sodobno zdravljenje z ginkom. Tradicionalno je že tako smo povedali, znano 5000 let, to je pa zdaj sodobno že zdravljenje. Od takrat se izvleček uporablja pri motnjah prekrvavitve možganov ter prekrvavitve v nogah in rokah. To vemo, da zelo dosti ljudi toži, kako ga te prekrvavitve, kako ga rado zebe v roke ali pa v noge. Izvleček ginka priporočajo predvsem, to je pa še najbolj pomembno, za izboljšanje miselnih sposobnosti, kot sta koncentracija in spomin. Zdaj, najsodobnejše raziskave so pokazali, da celo že študenti, ki nimajo teh težav demence, ki se pod diagnozo demenca, ampak ker jim delajo težave koncentracija zaradi teh hitrih, plitkih spominskih vtisov, da tudi pri njih se zboljša koncentracija in spomin. Pogosto se uporablja tudi pri zdravljenju šumenja v ušesih, motnjah sluha in vrtoglavice ter izboljša prekrvavitev možganov in notranjega ušesa. Celo pomaga pri regeneraciji slušnih celic. In hkrati izboljša prekrvavitev v nogah in rokah, to, kar smo že rekli, kar zmanjša bolečine pri hoji, občutek hladnih nog in rok, otrplost in ščemenje. Učinkovitost izvlečka ginka dokazujejo številne raziskave. Odprta multicentrična raziskava na bolnikih, katerih povprečna starost je bila 65 let, je dala pomembne rezultate. Učinke zdravljenja so spremljali z merjenjem pojavnosti simptomov Alzheimerjeve bolezni. Bolniki so jemali izvleček ginka 3-krat na dan. Po 3-mesečnem zdravljenju so se funkcije bistveno izboljšale. Izboljšanje priklic besed, prepoznavanje besed, sposobnost razumevanja, sledenje navodilom za opravljanje nalog, večja koncentracija. To je še en naš zdravnik delal te študije. Zakaj bi torej uživali ginko? Izvleček ginka širi krvne žile, preprečuje zlepljenje krvnih ploščic, kar bom še pozneje opozorila zaradi tega, izboljša prekrvljenost in oskrbo možganov ter notranjega ušesa s kisikom in glukozo. Ginko je danes najbolj prodajano zdravilo rastlinskega izvora na svetu. Najpomembnejši uporabi sta pri stanjih, ki se nanašajo na delovanje možganov, to se pravi, ko peša spomin, ko je manjša miselno sposobnost, okrevanje po prestani kapi. Zelo zgrešena je miselnost, da razvoj bolezni preprosto pustimo usodi.
Pri zdravljenju sta izredno pomembna psihična in telesna aktivnost. Vemo dobro, da je tudi reševanje križev, sudokuja, sprehodi, vse to je nujno potrebno. Raziskave pa kažejo, da se pri psihofizičnih aktivnih ljudeh demenca razvije kasneje. Ampak zelo pomembna je pa uporaba ustreznih prehranskih dopolnil. Kaj je to? Na prvem mestu imamo Ginkgo XC. To je naš pripravek, ki ga jaz izredno cenim. Poznam ga še iz prejšnje službe, Bilobil, iz Krke, in že takrat se je pokazalo za zelo uspešnega. Moram reči, da moram spet pohvaliti Ginkgo XC iz Kali-Vite. Tu je 80 mg izvlečka iz listov in to je pravzaprav spodnja doza. Uporablja se zlasti spet tako, kot ste že danes večkrat slišali, od posameznih težav, kakšne težave spremljajo. Ampak 3x1 bi jaz že kar je nad 60 let priporočala pri simptomih, kjer pa se opazi, da se že pojavljajo znaki demence, bi pa naredila tudi nekaj časa kuro z 3x2 tabletkama ginka. Zato nisem tu posebej pisala, zato ker je to res treba prilagajati individualno. Odvisno je od težav. Neizmerno pomemben je tudi Q10, ker ima dodan vitamin E, beta-karoten in selen in sam koenzim je že pomemben, ker veste, o tem ne bomo danes govorili. Potem je vitamin C, potem B-kompleks, o tem smo dovolj slišali, pomembna sta tiamin in holin, ki sta tako ali tako, to smo že danes tudi slišali, da delujejo na izboljšanje spomina. Potem je še pa E-vitamin, tu sem vam pa kar napisala to, kar citira profesor Lovričeva v svoji knjigi. Vitamin E ima isto ali celo boljšo delovanje kot zdravila, ki se običajno predpisujejo pri zdravljenju takšnih bolezni. Nažalost imamo mi E-vitamin v zelo nizkih dozah, tako da tudi tu se moramo pogovarjati potem o 3x2 ali kaj takega. Pol je še to soja-lecitin, vemo, da sta holin in inozitol osnovna sestavina sploh možganovine, zato pa je obnavljanje tega, kar je pač brez materiala, se ne more nič obnavljati in je zato tudi ta učinek soja-lecitina izredno ugoden pri demenci. O rodiolinu smo danes že ogromno slišali, jaz ga primerjam. Veste, da nevroni povzročajo svoje napeljave, dendrite pa nevrite, da deluje tudi na te stike, ki jih povzročajo, ker en nevron, ki povzroča dendrit oziroma tiste nitke svoje, s katerimi se veže z drugimi celicami, ima tudi poseben signal, da se točno na pravo mesto na drugo celico veže. In ta red, to adaptacijo, to pravilno delovanje med temi napeljavami, med temi celicami v glavi, ima prav gotovo rodiolin pomembno funkcijo. Veliko stvari ne poznamo, kako rodiolin deluje, poznamo ga samo po rezultatih, po njegovih učinkih. No, pol je še tukaj noni, ker sta prokseronin in skopoletin zelo pomembna, ker tudi ta dva pomagata tvorbo serotonina in melatonina in še drugih snovi, ki so tudi za obnavljanje možgana, obnavljanje spomina izredno pomembni. Končala bom z izredno lepim slovenskim pregovorom, ki mi ga je našla Maja in je zelo pomemben. Spomin je človeku najzvestejši prijatelj. S tem se vam tudi zahvaljujem za poslušanje.